Glih Cirilu, kaj je to moj prvi podcast, še nikoli nisem delal. A res? Stari, to kaj enega kontenta si intervju je bil stvaril? 3 leta nazaj, veš. Preklinjamo lahko. Ja, se Okay. Seveda, dobro. Rezno. Prekmurski lejko kučin. Ja! A mi smo že rdeči? Lejko. Okay. Zdaj bom cel podcast govoril lejko. Lejko. To je naslednja Daj mi beseda. še ene par mi jih, da si jih zapišem. Po gasi boš stisnil. Gasi. Gasi stisno. Ciril, daj gas. Kada je šlo kak stov mater. Stov mater, ka ide kak stov mater, da nekaj hitro leti. Mater. Otišlo se je kurat. Lejko, gočov, gas stisnu, stov mater. A to pomeni, da jaz lahko povem, kdo je z nami? Daj. Ja, Rok Bagoroš, dober dan. Živijo. Je rekel, Zadnje cajte nam tole. Zadnji smo tega modela, kaj že ume, kako mi predstavili nekje na pol podcasta, danes nam tole tudi ne grejo. rekel si, da si na zadnje imel intervju, čeprav to ni intervju, ne? Leta 2019, pred korono. Ja. V bistvu si izvaja, kva. Tudi komplet, ja. Kaj sem te najprej hotel vprašati, kva zdaj ti? A si ti stunt rider, a si youtuber ali kva si? Ja, dobro vprašanje, v bistvu oboje bom kar rekel, ja. Zdaj zadnja leta bolj youtuber, oziroma stunt rider, ki ni delal že live eventa, že zadnja 3 leta, saj vemo vsi zakaj, ne. Zadnji show je bil v Indiji, za kateri show smo rabili par let, da smo me spravili v Indijo, pa nam je končno uspelo, pa je res bil uspeh, ogromno ljudi, po par tisoč ljudi je bilo na eventu, tako da, zdaj tega ni bilo 3 leta in potem smo, že pred korono seveda smo začeli z YouTube vlogi, ne, mi jih imenujemo Rock on Vlogs, in potem se je ta fokus še bolj osredotočil na same vloge in zdaj pa spet gremo ne iz vlogov, ampak vlogi bodo ostali seveda, ampak spet delamo na tem na live eventih, ker se je to zdaj sprostilo vsaj v Evropi, v Aziji še določene države, še omejene, tako da tudi že prva povpraševanja glih z Ekvadora prejšnji teden za eno turo, pa počasi se začne, no, tako da. A gremo mi zdaj Saša, po moje enak razmišljati. Rewind. Indija, Ekvador, čak malo. Gremo mi v Prekmurje. Zdaj povej, zdaj ta prvi video, jaz sem šel malo gledat sveda val na YouTube, pa tvojo zgodovino, pa kaj si počel, pa kako si začenjal, pa to, ne? Ampak, zdaj, če si ti ta prvi video objavil tam nekje 2006, ne, recimo. Ja, si dobro gledal. Malo treba pobrskati, ker ga ne najdeš kar tako. On je ta moj prvi kanal si gledal. Ja. Aha, 2.6. Ne, ampak takrat si že znal kakšno stvar, pa je bilo že očitno, da si počen, ne? Ampak kdaj se je pa začel pri tebi vse to? Veš, ali motorji, ali si na kolesu najprej zganjal? Kje se je zgodilo, da si ratu mahnen na to, da hočeš stvari držati v balansu tako na meji? Sej to, a je bila na začetku ljubezen takoj do nekih pizdarij na motorju, ali enostavno samo motor, pa počasi, pa se je pa to začelo dogajati? Jaz sem fant iz vasi, ne, tako da fantje z vasi smo že vedno malo počeni, ne, se pravi na adrenalinske zadeve, bi jaz temu rekel. Ampak motorji so prišli pozno v mojem mladostnem življenju. Vse prej je bilo, igral sem 4 leta tenis, hotel sem biti profesionalni tenisač, potem sem spet fokus je šel na basket, And the One mixtapes in podobno, ne. Ja, in te se en skuter naredil, si not zvočnike in sva z kolegom Dominikom nabijala basket za šolo po par ur, ne. In ja, potem, ko sem postal, rečemo, okrog 15-16 let star, se je na YouTubeu pojavil, takrat še YouTube ni bil YouTube takšen, kak je to danes, govorimo leta 2005, se je pojavil potem stunt riding na skuterjih, en fant iz Švedske, Andreas Gustafsson mu je bilo ime in je res delal brutalne zadeve na skuterjih in to mi je dalo potem inspiracijo, to bi pa jaz rad sam probal. Drugače v družini doben ni motorist, kar je mogoče počgalo to, je, da je moja mama zelo adrenalinski tip, ne ukvarja se z dobenim adrenalinskim športom, ampak vedno, ko smo na kakšen izletu, je ona tisti
tip, ko se malo odpelje, pa gremo v adrenalinske zadeve. Ne. Mama je nora, če Drugače jo imam zelo rad, ampak ja, oče je imel en Tomos, kot skoraj vsaka hiša v Sloveniji, ne. In to je bil moj prvi koraki v adrenalinske zadeve, ko sem bil, ne vem, star 12, ko oče je bil v službi, jaz sem šel prej domov, da sem mu lahko vkradel moped. Stari vsi isto zgodbo. Pa kurblo, pa lil ta benzin gor na filter, da sem ga vžgal, ker ga nisem vedel vžgal drugače, ne. Čok pa to ni funkcioniralo, ne. In potem sem se naganjal ob Muri, ker živim v Radencih, Mura je zelo blizu in to je naš poligon bil za rečemo off-road in ponavadi sem zahakl spodaj štender v kakšno odrezano deblo in me kar vrglo in potem, ja, jaz sem mogel zbrati neke dobre izgovore, zakaj sem cel spet podrajsen, pa zakaj je odlomljeno to pa to na mopedu, ne. In no, to so bili moji prvi kaskaderski podvigi, rečemo okrog 12 let, ampak potem je to zamrlo, ta želja po motošportu, kako sem prej rekel, drugi športi. In potem, ja, pri mojih 15-16 sem videl ta stunt riding in pri 17 sem potem kupil en zdelan skuter, ga popravil in tak sem začel 2006 z mojim prvim YouTube videom, kjer sem poskušal se 15.10.2006. A res? Po zadnjem si se vozil, neki si črte si rekel. Ampak To moramo linkati. Pa link je park muzika obvezno. Blinke si dal spodaj. A blinke, oprosti, ja, blinke. Ampak si bil že v štartu resen, zato ker to je prvi video, si imel opis videa, imel si, kdo je glasbeni izvajalec, zato da ti niso skinalo vse skupaj. Vse je bilo tako proper. Videl se je, da nisi dal gor kar nekaj, ampak da si se potrudil. Ja, z Movie Makerjem. Ja. To so bili fotoaparati, veš, ko so imeli, kaj je bilo komaj se začelo, da si lahko snemal s fotoaparatom. Tako da sem samo na ta način naredili. Pa glede na to, da je mama adrenalinka, a te je podpirala ali je takoj v bistvu si naletel na odpor pri teh svojih pač idejah, da bi šel v to? V bistvu se moram staršem zahvaliti, ker so me podpirali na vseh mojih odločitvah, ali bo to službeno, ali bo to športno, ali kakorkoli. Ni se nikoli bala, da se mi lahko kaj zgodi, to vedno pove, ko imamo koga doma pri njih na obisku, ko delajo intervjuje in vedno znova pove, da je bilo v zadovoljstvu, kaj je videla, da sem se za nekaj odločil v življenju, ne. Ko imamo otroke, si samo želimo, da se čim prej najdejo v življenju, da vejo, kaj bi radi v svojem življenju. To je v bistvu cilj, da si lahko uspešen v tem, kaj bi rad počel. In pravi vedno, da ko je to videla, da res to delam s srcem, mi ni hotela biti na potu. Ja. Ampak je bila ta pot tako, zdaj tako malo opisuješ, dosti romantično, ampak jaz vem, da si ti pomival posodo, da si razvažil časopis, da si prišel do tega, kar si želel. Daj malo razloži to zgodbo. Žena mi je rekla, da ne bom govoril slučajno, kje je zgodbe o puljenju v repe, ker nazadnje sem se na RTV Sloveniji izjokal. Ampak ja, v preteklosti sem govoril, ker sem prišel z revne družine, kar ni tako točno res, je v bistvu normalna slovenska družina, oče je delal čisto normalno službo, mama prodajalka v trgovini. Tako da imel sem zelo lepo otroštvo, vse to, ampak smo pa družina, ki smo pač vajeni res trdega dela, ne imeli, mama je pa oče sta še imela zraven službe še vinograd veliki, to je za najdva z bratom pomenilo, imam starejšega brata, pomenilo, da smo šla po šoli takoj v Gorice in smo, ne vem, obrezovali, okopavali, pač že od malih nog, se pravi, že od včasih celo v prvih 2 razredih osnovne šole sem se še spomnil, mogoče sem že bil prej v Goricah, ne. Potem smo še imeli eno malo njivo, se pravi, vse to smo delali, da smo si še prihranili nekaj dodatnega denarja. Nekoč nismo bili v Evropski uniji, pa smo hodili prek v Avstrijo še kaj prodajati, da smo, ne. Tako da vse te zgodbe so me utrdile in pokazale, da je res pač za vsak evro se je treba boriti, ne. In za vsakega sponzorja, za vsak del, za vsak rezervni del se je bilo treba boriti, ne, se še vedno, ne.
Zdaj sicer malo lažje, ampak ja. In potem, dost videov kasneje, dost nastopov kasneje se pa zgodi KTM. Ja. V bistvu ta zgodba s KTM-om, ja, je nekdo reče, da je nekdo imel srečo v življenju, jaz pravim ne, ker si sam svoje sreče kovač, ne, krojač ali kako bi rekli. In tudi moja pot v življenju je bila v bistvu ta sreča je rezultat vsega tega, ko sem na skuterju začel. Zato sem izpostavil dost nastopov, kasneje pa videl, ne? Ker če bi rekel samo sreča te je srečala, da si naletel na KTM-ovce, ne? Ja, ne bi bilo fair. Se na KTM-ovce lahko naletiš na vsakem sejmu, če to gledaš, ne? Ampak moraš nekaj imeti za pokazati, ne? Jaz sem že se naučil v mladih letih, kako pisati prošnje. Te prošnje za sponzorje še imam zdaj shranjene, nisem jih zbrisal, ker ko bom imel malo večjo pisarno, trenutno smo še v malih 60 kvadratih, ampak malo se širimo, bom si dal na steno gor te prve prošnje in ne vem, naprimer pisanje prvih prošenj, potem ja, seveda učenje prvih trikov, snemanje. Se pravi, stunt riderji smo eni takšni multipraktiki za vse, moraš si rihtati sam sponzorje, sam se snemati, sam marketing, učiti se trike, rihtati si šove, popravljati motorje oziroma skuterje, pač vse to v eni osebi, ne. Ja, tega sem potem se naučil od leta 2006 do 2010, ko sem srečal KTM, medtem je bilo že nekaj šov v Nemčiji, tako da na skuterju sem si že naredil neko ime, imel sem že nekaj za pokazati, nekaj posebnih projektov z skuterjem po ledu in tako naprej. In ja, potem sem leta 2010 na Intermotu, to je drugi največji motoristični sejem v Evropi. In tam je bil KTM, tam je bil Akrapovič, tam je bil Peter Kavčič, moj prijatelj, moj prvi menedžer in je bil takrat zaposlen pri Akrapoviču in ja, njega sem vprašal. V bistvu je zgodba tak, da sem imel s Peugeotom zrihtan sestanek, pridem na sejem, seveda itak zadnji centi spal v kombiju, ker nisem imel denarja za hotel. Tako da pridem do Peugeot, doben ni vedel o ničem, kdo sem, zakaj sem tu. In tu spet pride potem, kako bi rekel, lastnost moje mame, ko se v najtežjih situacijah vedno znajde. Ona se res je vedno znašla v življenju. In potem, kaj bom zdaj? In z Akrapovičem smo takrat glih, Slavko Trstenjak mi je glih rihtal za Kawasaki R6N motor. Jaz sem si kupil motor, ker sem hotel presedlati na motorje. Auspuh in smo že bili v nekih pogovorih in sem vedel, ok, Akrapovič dela za KTM-om, zdaj, če grem sam do KTM-a, bo zelo mogoče težko, nisem bil samozavesten, grem jaz do mojih Slovencev, pa da vidimo. No in glavno so rekli, viš tega gospoda, kazali so na Petra, pej do njega, on bo ti zrihtal sestanek. In sva šla s Petrom, me je predstavil, Peter vedno govori, evo, to je naš fant z raztrganimi hlačami iz Slovenije, ne, on bi rad vozil vaš ta prototip, ki ga pravkar predstavljate na sejmu in the rest is history. Ne? Ja. Kakšen je bil pa feeling, ko so se ti takšna vrata odprla? Oziroma, koliko na široko so se ti odprla? Najbrž niso, ker KTM ni odprl garaže, delavnice, pa rekel, tle so naše police, naši motorji vzem kar češ. Veš, najbrž se začne počas. Kako je to izgledalo? V bistvu je bilo skoraj tako, si rekel. Res? V bistvu je bilo ja, življenje, zdaj moram paziti, ker se nam spet joko, ne. Ker to so emocionalni trenutki mojega življenja, ker jaz do takrat še nikoli nisem letel z letalom, ne. Kaj da bi še bil na profi fotoshootu, profi videoshootu, ne. In se pravi, ko smo se na sejmu srečali, so rekli, pridi čez 3 tedne, boš testiral naš motor. Sem sedel, ok, super, bom pogledal, če imam cajt v mojem urniku, pa bomo se zmenili. Seveda sem imel cajt je več kot dovolj, ne. In takrat itak od veselja sem si bukiral hotel, pa da sem se stuširal, oziroma to je že bilo eno noč prej, ko sem vedel, da imam sestanek za KTM. No, glavno, da skrajšam, ja, ko sem prišel na KTM, je izgledalo prvo tako, da so mi dali prototip 125 Duke,
In oni so zdaj mene gledali, kaj bom jaz zdaj rekel, če bo to v redu motor. V bistvu jaz nisem vedel, či bom vozil za njih, oni niso vedeli, če bom jaz rekel, da je cool motor, tako da vsi smo se utipavali malo, ne. Jaz zakurim gumo, rečem, po zadnjem se nisem vedel z motorjem voziti takrat, ker še Kuplunge nisem vedel vladati. Tisti Kawasaki je bil komaj v pripravi, ne. Seveda, ti si bil na skuterju prej. Jaz sem bil na skuterju, skuter nima sklopke, ne. Fake it till you make it. Fake it till you make it, as it is, ne. In ja, zakurim gumo, malo posprednjem sem vedel, pa po zadnjem se nekaj malo tam cukam, se gre preden padem, zdaj pred njimi raje končam, pa povem, da je super motor, ne, oni prijem, no, Rok, kaj boš povedal, motor je zakon, kdaj lahko začnemo, oni si, ja, super, glej, tu podpiši, danes že pelješ tega prototipa domov, ker boš lahko treniral, da ti ga damo, pa se čez 2 tedna vrne, da podpišemo pogodbo, ne. Jaz sem sicer takrat po sejmu šel v Francijo na drugo stran Evrope, naredil vse skupaj, to je bil ta epic trip of my life, ker sem naredil 3-4 tisoč kilometrov sam, imel sem točno 1250 € budžeta za celi trip, domov sem prišel z -50, ker je bil limit na kartici, 50 mi je pri Trojanah, mi je že lučka gorela, za bencin nisem vedel, če bom domov prišel, na srečo sem bil že v Sloveniji, ker če bi avto oziroma kombi ostal brez bencina, bi prišel do doma, ampak zato sem spal v kombiju pa tak, ne. Čakaj, zdaj, kje sem zdaj ostal? Ja. Na Trojanah. Trojanah, pri Krofih, ne. Ja, tako da sem prišel potem, so rekli, pridi čez 2 tedna na podpis pogodbe in takrat bi se mogel vpisati na študij. Bil sem v času, v moji starosti, ko bi mogel začeti študirati, sem se vpisal na Gea College, sem potem klical nazaj, mene pa ne bo študirati, ne. Je v redu, gospod, če ste se odločili tako, samo če lahko vprašamo, zakaj je kaj narobe, sem rekel, ne, bom postal tovarniški voznik, ne. In to je kocine po koncu, meni gre na jog zdaj. To sem sicer rekel, ampak nisem vedel, kaj pomeni. Pride 2 tedna kasneje, pridemo, jaz pa Dominik, moj kolega, greva gor. Bila je zima, bila je nevihta, snežna nevihta, pač že borba pride tja, ker KTM, sedež KTM-a je sred ničesa, je ko na Goričkem, rečemo, ne. In prideva tja, se sedeva za mizo, oni pogodba, Rok, to je to, dobiš motor, tega smo ti že dali, ko bodo serija pripravljena, dobiš friškega, to je zdaj prototip za 2-3 mesece, ker boš imel, si fraj verjetno januarja ali februarja, pravim ja, seveda, ja, ker gremo v Barcelono, tam bomo delali photoshoot, official photoshoot, 20 ljudi, videoshoot, dobro, kdaj pa lahko dobim motor, ko grem s kombijem, ne, da pravočasno pridem, ne. Rok, mi na KTM-u se ne vozil, mi letimo z letali, ne. In se pogledava z Dominikom in ok, v redu. In no, ko si me vprašal, ne, kako so se vrata odprla, v bistvu se je moje življenje takrat komplet spremenilo, vrata so se odprla tako, ne, se pravi, šel sem na prve fotošute, videošute, šel sem v KTM-u v trgovino in so mi dali 2 veliki vreči, pa so rekli, to je, KTM ima vse od spodnjih hlač do majic, do jaken, motoristične opreme, gledamo paradise za bajkerja, ne. Je rekel, tu si vzami, kaj si hočeš, jaz prijem nazaj z enim t-shirtom, ne, ker smo pač prekmurci skromni, ne, pa mislim, da sem si še en hoodie vzel. Rekel, ne, zdaj pa se vrni, pa prosim to napolni, ne. Ker predstavljaš nas, ne? Ja, ja. In sem prvič veš napolnil vreče in nisem mogel verjeti, te so rekli tak, zdaj pa isto z rezervnimi deli in deli, ki jih rabiš za motor, to moraš isto tako poslati, ne. Tako da je bilo, jaz sem rezervne dele kupoval, ne nove, ampak rabljene, ker nikoli nisem imel denarja, pa vedno se mi je skuter pokvaril dan pred šovom ali pred tekmovanjem, zato sem bil vedno najslabši v tekmovanji, ker se je vedno nekaj pokvarilo, ne. In takrat, preden ko se vrnem samo hitro nazaj, ko sem KTM spoznal na tistem sejmu, sem jaz že imel zelo dober factory support za skuterje, ker sem bil vse nove dele in takrat sem te prvi v življenju končno zmagal za skuterje, zato ker je vse bilo, kako bi rekel, se je poklopilo vse znanje, ko mora biti skuter izpraven.
mora v nulo delati in takrat, ko ni bilo teh težav, sem potem zmagal tekmovanje v Franciji, pa potem podpisal pogodbo z KTM-om. No in glavno vreče se napolno, glavno vse smo bili srečni, super, ok, zdaj sem pa te factory voznik, ne. In kaj to pomeni factory voznik? Življenje se ti obrne iz enega amatera, potem na full profi, dobiš motorje, support, hodil sem večkrat gor v razvoj, povedal, kje se je kaj okvir zlomil, ker sem jim pomagal razvijati z tem, izboljševati njihov okvir za ta male Duke. In začeli so se prvi šov in moj prvi šov je bil potem ogromno šov po Evropi, ker so bili launchi tega motorja, potem 2011, se pravi par mesecev kasneje. In potem prvi šov v Aziji, v Maleziji, kjer me je bolel želodec 7 dni v eno, ker sem bil vajen samo bujte repe pa pečenke, ne. Tam pa malo drugače začinijo in se samo riž jedel, pa vem, da sem ležal skrit pod mizo v zakulisju, ker so me iskali za šov in me niso mogli najti, jaz pa komaj se pri življenju držal, ker me je šraufalo, ne. Ja. Tako da ja, življenje se je spremenilo in od leta 2011 pa vse do zdaj se še ogromno vsega zgodilo. Koliko si pa v tistem trenutku zgubil fokusa za videe, pa za fotkanje, pa za vse, pa koliko te v bistvu preusmerili v te live nastope? A veš, kaj hočem reči? A si zgubil tisti prvotni žmoht, ki si ga imel v bistvu? Ali si dobil samo še neko nek dodaten razlog, da delaš sam še boljš? Definitivno. Mislim, ni bilo, da bi zgubil, ampak sem dobil boost, se pravi. Tudi za video, tudi za svoj YouTube. Ja. Takrat za YouTube še ni bilo popularnih vlogov, Casey Neistat še ni obstajal, ne. In smo delali, takrat so bili popularni 1 ali 2 velika project videa, si delal kot freestyler ali si motokrosist, downhiller ali kakorkoli. In to smo seveda delali, sem delal še več, ker že za skuterji sem delal full filmov. To mi je bilo vedno jasno, da kot stunt rider nimaš za sabo FIMA, ne, se pravi, kjer je MotoGP, motocross in tako naprej, nimaš za sabo AMZS-ja slovenskega, pač to si sam na svojem, sam se moraš znajti in potem, če hočeš dobiti sponzor in tako naprej, moraš nek marketing delati, nekaj moraš ponuditi, ne, zraven live showov, ne. Ampak kot tak si bil zanimiv KTM-u ravno zato, ker si ponujal eno tako nišo, se mi zdi. Veš, si rekel, da si mogel povedati, kje je okvir počel, ne. Ti si predstavljal za njih čist neko novo linijo stresnih testov na terenu, ne? V bistvu in razvojniki in one-man band, mislim, dejansko produkcije pa vsega, ne? Ja. V bistvu razlog, zakaj takrat, potem se jaz sprašal leto dni, potem Simone je takrat še bila ena gospa Simone, šefica marketinga, se pravi, zakaj prav jaz, ne? Rekla, Rok, ti si edini, ki je prišel do nas, takrat smo rabili novi obraz, oni so imeli stan voznika že 10 let, kateri je malo zastarel z triki in ta Duke je bil v bistvu prvi naked bike, sploh na trgu, sploh Yamaha, Honda in podobni niso imeli naked bikeov, ne, vsi so imeli te super športne cvajtakterje, KTM je bil prvi in so rabili nov frišni obraz, ki bo predstavljal ta motor in jaz sem bil na pravem mestu v pravem času. In potem, to je bil en razlog, drug pa je rekla, ti si bil edini, ki je prišel z videi, z slikami, z šovi, pač z whole package, z kompletnim paketom, ne. In to ni tako enostavno najti, ne. Zdaj, ko imam svoje podjetje, pa iščemo ambasadorje za naše produkte, vidim, da je to dejansko zelo težko najti takšen paket, rečemo športnika, influencerja, ja. Ja, to jaz isto vidim težavo pri ralliju, recimo. Jaz mogoče malo bolj spremljam avtomobile, rallija, veš, zelo malo je voznikov, ki imajo to, kar ti praviš, whole package, ne. Ogromno je hitrih, ogromno je tudi zanimivih pred kamero, če mu daš kamero pred obraza, ne, ampak da bi pa bili hitri, ustvarjalni, prodorni, da imajo ta nek žmoht tudi, a veš, sami, ki je ustvariti, tega je pa zelo malo, ne. Se, če gledamo nažalost preminulega, Ken Block, velik vpliv na mene, ne, oba mojeva idola sta nažalost umrla, to je Chris Pfeiffer in Ken Block, ampak Ken Block je bil ta whole package, ne, je v bistvu dokazal vsem tem top rally voznikom, da ni pomembno biti samo najhitrejši, ampak
da dobi ta šport na popularnosti, moraš tudi kaj več od sebe dati. Ne. Ambasadorstvo, ne? Ambasadorstvo je tako. Ja. In v bistvu zdaj, zadnja leta, to tudi te organizacije opažajo. Ne. Tudi vabijo razne influencerje na njihove evente, pa probajo, ne vem, Formula I, naprimer električna formula je ful vabila te influencerje, ampak to je že malo drugi pristop vsega, ampak ja, ta whole package je v bistvu zelo težko najti. Ja. Da se mi avtomobilski novinarji tudi opažamo, da se, veš, včasih si na avtomobilskih predstavitvah videl samo, da ne rečem old school novinarjev, gospodov, ki so starejši od najo Sašo, potem se je celotna grupa malo pomladila, zdaj pa vidiš tudi, seveda odvisno od avtomobila, pa namembnosti, ne? Vidiš tudi influencerje ali pa vidiš ustvarjalce vsebin, za katere vidiš, da niso neki klasični avtomobilski novinarji. Se to je fajn. Se na takšen način lahko širiš svoj glas med publiko, ki jo prej nikoli ne bi dosegel ali pa nisi. Se ne rečem, da v njih ne rabiš več, ne? Ampak seveda, rabiš širši razpon podajanja informacij. Ne? Eni želijo malo bolj sterilen način, čez tehnične podatke, čez stroge opise. Ne? Po drugi strani smo mi mogoče bolj primerni za tak malo bolj plastičen način tega prikaza pa podajanja informacij. Spomniš Cupre? Ja, veš, Cupra je bil lep primer. Mislim, tako, takrat je bil odziv vsaj v naših krogih neverjeten, zaradi tega, ker smo res ogromno dostavili. Ne? Pa ne samo o avta, pač o brendu samem, o ideologiji brenda, lažje komuniciraš vibe, ne? A veš ti, če sam še ostanemo malo pri avtomobilski industriji, pri avtomobilskih predstavitvah, nekateri novinarji ali pa vse tak, nič ni narobe s tem, tak je bil nekdaj način dela, si ti šel na predstavitev avtomobila, ki se je zgodila v krasnem okolju, pa je bila celotna zgodba sestavljena, ti si pa potem v članek napisal vse o avtomobilu, tista zgodba, ki bi ti pa lahko uplemenitila to prvo vožnjo, si jo pa ali zignoriral ali pa si jo uporabil samo en ščepec, ne? Razen če ni bilo res ne vem kaj. Ne? Ti pa kot influencer ali pa kot ustvarjalec vsebine za Instagram ali pa tako, pa hočeš pokazati še mogoče malo za kulisje, pa hočeš avto upet v nekaj. Ne? Ti pa kot rider tudi na drugačen način mogoče pokažeš sploh en izdelek, za katerega je folk vajen ga gledati ali na dirkališču ali pa v vinku, ne pa na enem biciklu, pa bog ve kako še. Ne? Pa prej, ko si me vprašal, ko so bili še mikrofoni ugasnjeni, če še kaj fotkam, ne? Če sem prijel fotoaparat v roke, sem ti rekel, ne, zaradi tega, ker sem se ujel, da sem v nekem kalupu, ne, a veš, v neki šabloni, tle imaš avto, tle imaš fotoaparat, tle imaš to steno nared, z te strani fotko, eno notranjost, en menjalnik. Ne. A veš, tole mi pa daje totalno svobodo, pa moja platforma, moj medij, na nek način. S tem načinom daš tudi svojo dušo. Ne? Zdaj, ko pravita novinarji klasični, ja, je super, če kupuješ naprimer avtomotor, da v kratkem času bi rad videl samo specifikacije, ne? Pa kaj on meni. Ti kot ustvarjalec vsebine, pa v bistvu dodaš še svojo dušo, avtentičnost, ljudje se poveže z svojim normalnim življenjem, tako bi tudi oni, zdaj novinar gre, ne vem, na Tenerife, pa tam naredi v perfektni, ne, te perfektne ceste nimaš v Sloveniji, ne. Ja. No, zdaj, vsaj v Prekmurju ni, vem, kak je pri vas, ne, pri nas so ceste malo zdelane, ne. Ampak ja, ta avtentičnost, tudi pri meni je enako, ne, nekateri vlogi so, lansko leto sem bil zelo jezen, ker sem naredil 5 dni smo snemali Großglockner, Slovakia Ring, spet nazaj na Großglockner in smo naredili, na koncu je prišel ven en klasičen reklamni review za motor in to nisem jaz. Sem rekel, kaj temu, jaz več tega ne bom delal. Jaz moram nazaj na moj Rock-on Steel-It, ker je na mesto 600,000 ogledov je bilo 60,000 ogledov. Ne? Zato, ker ni bilo te avtentičnosti in si prodajal produkt, nisi delal, nisi, kako bi rekel, živel z tem motorjem realno, ne? Ker vseeno pri ustvarjanju vsebine je v bistvu avtentičnost nekaj najbolj pomembnega. Ne? Samo tako dobiš ta core base followerjev, ki verjamejo v to, kaj govoriš. Ne? Pa tudi, ok, vse smo plačani za vsebino, kdo ni, ti ta laže. Ne? Ampak je potem zelo tanka meja, ko predstavljaš produkt, ne? Ali ga čutiš, pa dejansko podaš svoje mnenje, tako kot je, ali pa delaš po navodilah, kaj ti dajo ti, ko so naročili to vsebino. Ne? Ja, najtežje je tako narediti, da je za oboje fajn. To se pravi, si ti avtentičen, da si odbit. Sam je pa res, da v tem primeru takšne izkušnje, se po mojem, jaz pa Saša podobno mnenje, ne? Da kad ti to delaš, da sem se pa zgubil. Da ti uspešno lahko skozi sebe podaš vsebino, pa da so oni zadovoljni do konca.
A veš, ker vedno so neke želje, dej povej to pa to pa to, ampak v trenutku, ko ti hočeš mogoče malo več sebe dati, pa včasih pride pol, a veš, se kar ustrašijo kakšni sponzorji, veš, da ne bo, včasih moš kar reči ne. Vi ste mene z razlogom, zdaj vi delate z mano, zato hočete moj vibe, ne mi vsiljevati vašega. A veš, samo včasih je bolj težko to mejo določati, ne? Včasih je bolj uspešno, včasih pa manj. Ne? Ja, ker mogoče tvoj način, kako si predstavil produkt, se ne sovpada z njihovim načinom komunikacije, ampak tako ti praviš, zato ste me najeli, da greste izven svojih okvirjev, ampak nekje na sredini se to mora ujeti in to je glih trike, ne. No, ampak tudi taka osebina pa vsem tudi mora biti, ko imaš pa ljudi, ki pa hoče imeti samo data pa facts. Ne? Res je. Samo tehnično predstav mi avto, ne zanima me zdaj ti, pa kva si se še režil vmes, pa nek humor. To so starejša publika. Mogoče sem zato, ker nekdo kupuje avto. Daj povej mi, koliko je prtljažnika, povej mi tega. Ja. Mene ne zanima, kakšna je poraba, koliko je učinkovita, se ga da parkirati, tehnologija piči, miki. Ne? Se zato ni lepšega, kakor najdete pol eno ta pravo simbiozo z nekim naročnikom, sponzorjem in se to pol tudi pozna pri sami osebini, pa tudi mislim, na drugi strani uporabniki oziroma gledalci, followerji vidijo to neko pristnost, ne? In na koncu je win-win situacija. No? Res je. Prej si omenil to subkulturo stuntmansko. Se ti zdi, da je še zmer v vzponu ali pada? Kaj se dogaja zdaj trenutno? Stagnira že zadnjih 7 let, čeprav zdaj bi mogel malo grajati, zdaj smo tu. Malo šimfali, če smo Slovenci. Ne, kaj hočem reči je to, ja, pravi stunt riding stagnira. Triki se sicer razvijajo, ti, ko smo ostali v tej igri, je šel level, jaz ne morem narediti 40% teh trikov več, ker to je res brutalno. Ne, so prišli mlajši vozniki, odštekani, povečala se je hitrost trikov, zdaj je dejansko tako, če padeš, si sigurno nekaj zlomiš. V preteklosti smo bili bolj počasni, tehnični triki, zelo težko za izvedljivo, ampak če tam padeš, si bo bolelo, ampak se ne boš nič zlomil. Zdaj so pa postali triki brutalno hitri. Kaj sem pa hotel povedati, je pa mogoče nekateri potem povezujejo, je zelo popularno v zadnjih 5-6 letih je ne bom rekel stunt riding, je v bistvu vožnja po zadnjem kolesu po cestah. Se pravi, to vidite na supermoto motorjih, na Harleyjih v Ameriki in se vrača šport 25-30 let nazaj, ko je se ta šport rodil in rodil se na cestah, ne, v Braziliji, v Španiji pa v Ameriki, ne, se je rodil. Stunt riding izhaja iz Brazilije, veliko jih misli, da z Amerike, ne bi rekel nikoli, ampak z Brazilije, ja. Se vemo, Brazilci so malo odštekani, ne. Američani pa vse naredijo tako, če so vse oni odkrili, ne. Ampak ne, v resnici Brazilci. Jaz, če pomislim na Brazilce, pomislim samo na une videe, ki ropajo koga na motorju, ki se prepeljajo, ja. Začnejo streljati, tam so zelo spretni. Jaz bolj na sambo. Ne, Brazilci povezavi z motorji. Ne tako nasploh na Brazilce. Tako da bom pograjal malo te zadeve, ker to ne spada. Ja, res je, dobite klike, dobite oglede, ampak kaj s tem pridobite, razen tega, da mladino, kaj se dogaja na socialnih medijih, ne samo v stunt ridingu, tudi v modi, tudi v vse povsod, je to, da se prodaja neka fake zgodba, ne? Se pravi, da se naredi cool, ampak se ne premišljuje, kakšna posledica bo za tem. Kakšno sporočilo je globlje, ne? Kakšno je globlje sporočilo, ja, in se samo gleda, da so kliki in ja, potem imamo supermoto ridere, ki se vozijo po cestah. Prvo je nekaj najlažjega, vsi, ki gledate, pa ste supermoto vozniki, pa se vozite po cesti po zadnjem in to snemate, to je nekaj najlažjega za narediti. To ni stunt riding, to je pussy wheelie riding, ne. In tega se ne dela, če že to delate, dajte potem na nekih parkingih, imamo zadosti nekih zapuščenih industrijskih con, ne. In tam to počnite in ne daja tega na internet. Ok, razumem, občasno se pač pelješ po cesti, pa dvigneš motor na zadnjega, ker je cool, ne, ampak v zadnje čase pa opažam, da to je šlo nekam čist prek vseh mej normal. In isto z Harley motorji v Ameriki, to Američani vejo prodati še verjetno kilo krompira, da je to
nekaj posebnega. Ne. Isto je tako zaharali motori po cestah in je to zdaj kar naenkrat spet cool, ne. Ampak to z samim znanjem vožnje motora nima nič veze, ne, ker ti ljudje vejo en trik vejo, pa slabo vplivajo na druge in to pač otroci gledajo, mladi in mislijo, da je to cool, ampak to zdaleč od tega. Ne. Ok, to gre zdaj v to smer. Ja. Oni imajo klike, oni imajo oglede, ampak nikoli se jim pa ne bojo tako s težajo odprla vrata, kot so se tebi v bistvu v smislu, da ti je KTM ponudil sodelovanje ali pa kdo drug. Se pravi, tam se neha za njih. Na srečo ja, naprimer potem se pogovarjam z različnimi velikimi brendi v moto branži, ne, in glih na to temo, koga naj sponzoriramo. Ne. In ne vidiš nobenega clean? Zelo težko. Ne. Na srečo so te moji kolegi stunt-riderji, ki poskušajo biti profi, so na tem levelu ostali, se pravi profesionalne video sparkingi, mesta za to, kjer se trenira content, ki ga delajo, je ponavadi na parkingih in temu primernih prostorih in pravi, ja, ne moremo tega sponzorirati, če se samo po zadnjem vozi in to za naš brand po zadnjem vozi po public street. Ja, po cesti, po javni ulici. Pridem v Ljubljano, pa na pol govorim angliško. Se lahko svoje povem. Po prekmurski. Ja. Po cestah se vozijo. Po zadnjem. In kako naj tega sponzoriramo, če ni to za nas, tako da. Ja. Ej, a ti imaš slog? A ima vsak od vas svoj slog? Ja. Vsak imamo v stunt-ridingu stunt-ridere z stilom, imamo copy ninja, se pravi, ki vidijo trik in točno tako skopira in točno tako naredi. Potem imamo kakšne unique in Mozart v stunt-ridingu, ki jih doben ne pozna, ampak samo mi v core in delajo pač vedno znova nove trike, prenesejo, te so res brutalno za gledati. Ja. Tak odgovor mi je všeč. Veš, jaz sem mislil tako, ja, imam pač svoj stil, ne? Ja. Kaj pa zate značilno? A veš, če enemu, ki pozna to sceno, rečeš, poveš tvoje ime, na kaj bo najprej pomislil? Dobro vprašanje. A bo rekel najprej KTM, a bo rekel, on pa odpul to pa to? Jaz bi rekel, da je to vprašanje za gledalce, drop the comments below, ne? Če bi mene vidite, ne? Ja, ne vem ti povedati. Jaz bi na salto rekel pa to, sam jaz ne gledam dosti naokrog. Jaz pa na unga lupčka. Ali to? Ja. To je zdaj pa, ajde, dobro. Sej, sem dosti te trike v odspredje v zadnjih 10 letih, tako da ja, neko prepoznavno sem si naredil, ampak to niso moji triki, to je Chris Pfeiffer razvil. Moj stil, jaz vedno tako pišem, je full on, se pravi, ko prvi bas muzike pade, jaz imam šove natrenirane na glasbo, vedno imam en mix 20 minut, in točno, se pravi, ko gledaš moj show, gledaš rock and roll koncert na 2 kolesih. In tudi treniram na to, se pravi, ko bas pade, se sklopka spusti in guma se zavrti v prazno in od tistega trenutka naprej je to full power, z mene teče rdečem v obrazku, da bi gorel. In triki so hitri, zmes imam mogoče momente, da umirim, da malo bolj pokažem, da smooth triki, ampak ogromno trikov v zelo kratkem času, to je moj stil. Ja. Mogoče za nekatere, ki so bolj fani, bolj smooth, pa bolj, da imajo čas videti trike, moja želja, moj stil je pa povezovanje trikov med sabo, se pravi, ko narediš en trik, da ne greš nazaj na 2 kolesi, pa da čakaš, pa se pripraviš na nov trik, ker to zelo dolgočasno zagledati, ampak sem hotel ta Chris Pfeiffer stil, on je zelo dobro povezoval trike, povezati z malo več energije, kar je moj stil in to je ta mešanca. Ja. Z njim si fural tudi? Sem, ja. Že tudi zelo zgodaj se mi zdi. Ja, on je me vzel leta 2008 ali 2009 v Prištino. Torej v bistvu sem ga gnjavil. Takrat, če ni bilo Instagrama, ne Facebooka, se mi zdi, in imel je svoj spletno stran, kjer takrat so še bile spletne strani zelo popularne in je imel svoj tour schedule in sem vedno čakal, ko bo prišel, on je potoval po celem svetu. On je prvi profesionalen stunt voznik v svetu stunt ridinga. A takrat je že vozil za BMW?
Ja, takrat je za Red Bull, pa za BMW, Akrapovič in vse te druge velike brende. In je prvi mainstream stan voznik, ko je potem bil v Aziji, vse posod, glavno, res cel svet. In on je bil potem človek, ki sem si rekel, to bi tudi rad jaz bil. No in sem ga gnjavil, potem sem gledal, kje ima šove in ko bo mogel iti, ne vem, na jug Evrope, bo sigurno mogel preiti Slovenijo, ne? In takrat se bo ujel v mojo mrežo. Od jezika špara kruha strada, stari. Ja, in potem sem mu pač pisal maile, pa ga klical, pa gnjavil, pa rekel, Rok, pač lahko greš, pa bom te vzel v Sloveniji gor. In je dejansko, imam sliko, ki je v moji teenage sobi spal. Kaj? Pa je potem prišel, pač sva naložila moj skuter in šla naprej. On spi, vožnje je bilo, ne vem, 8 ur. Jaz pa cel cel vozil, pa njega gledal, ne pred sabo. On je dal, ka naj jaz vozim, ne, on se spočije, ker je prišel, ne vem, nekod ful daleč, ne. In se zbudi tip in pravi, prvo kaj je pogleda, koliko vozim na števec, vidi 140, nisem upal več pelat, ne, tam mimo Beograda sva že bila, ne. Pravi, daj Rok, da mu jaz malo pelko nadoknajam, ko voziš ko ena penzija. Še vedno vozim ko ena penzija, ko sem na cesti. Kaj pa to, da imaš tipa na posterih v svoji sobi, pa prespi pri tebi? Ja, to je bilo surreal. Ker je v Ljubljani imel šov leto dni pred na sejmišču, mi je dal poster, podpisal, 1 leto zatem je spal pri meni v otroški sobi. Kjera zgodba? Tako, če bi, ne vem, LeBron James spal v tvoji sobi, ko gre pač na All-Star tekmo. Jaz bi ga tako gledal. Jaz ne bi spal, da je kar creepy zraven. Nikar spi. Tako da, ja, je bilo res posebno, me je potem vzel s sabo in sem prvi v življenju doživel, kaj pomeni voziti pred 5000 ljudmi. Glih včeraj je bilo po poročilih, kamo so imeli 15 let samostojnega Kosova, čeprav niso priznani. Kakorkoli, glavno, tam je tisti znak Newborn. In tam smo imeli sparkirano njegov kombi zraven, motorje, ograjo policije okrog najdva in okrog najdva je bilo ko v panju, mrgolelo ljudi. In se spomnim, ko so mu dali otroka čez ograjo, primi mojega dojenčka, da si naredim sliko, da je dojenček bil staj, jaz sem samo gledal. Je rekel, Rok, welcome to the freestyle lifestyle. Jaz sem, to pa bi res dejansko rad postal, ne, in ljudje so se držali gor luči, da so videli prej, ker je bilo preveč ljudi, mislim, ogromno, bilo je res brutalno in potem sem za njega pač odprl šov, malo se grel publiko z mojim skuterjem gor dol in potem je on prevzel šov in on me je vzel na prvi šov s sabo, leto dni kasneje sva šla potem v Makedonijo in potem je prišel že v igro, potem KTM in je bilo naslednji surreal feeling, ko sem imel, veš, imaš take momente v karieri, ko si rečeš dostkrat, ne, pizda pa mi je uspelo, ne. Teh ni tako dosti, ker smo vedno zahtevni do sebe, ne, ljudje, ki pač stremimo k uspehu, ampak ko pa je, pa se prav moraš pocukati za rokav in naslednji takšen feeling je bil na največjem motosejmu na Ekmi, je bilo mogoče leto 2 pozneje ali 3 po tej Prištini. Sem ja že prepotoval nekaj malo sveta, Južno Ameriko pa Azijo, tik potem, ko sem podpisal pogodbo, pa on isto tak in se srečava nazaj na sejmu in sva na prizorišču čakava z motorji en ob drugem, še sliko imam, da sva pred 15,000 ljudmi odvozila šov, jaz na KTM-u, tovarniški voznik in on. Daj nehi, no. In je bilo brutalno, pač bilo je neverjetno in 3-4 leta kasneje sem ostal edini tovarniški stan voznik na svetu. On je kariero končal in ostali vozniki, ki so imeli za Triumfa, pa še mislim, da je to bilo, mogoče še se ker brand pozabil. In bilo je eno obdobje, ko sem bil edini tovarniški voznik, mislim, da še, zdaj se hvalim, tako da bom končal. BMW se ne gre več tega. Ne, ali pa niso našli pravega riderja. Zdaj, bila so zanimanja od mojih kolegov, ampak
Ne vem, mogoče je BMW postavil nekšne Tam moraš biti pa res preverjen. pogoje, ne, pa vem, da ena zelo znana punca, Sara Lezito, se je menila z njimi, ona je zelo dobra stunt rider, ko ona premaguje top voznike, ne. In je bila z njimi na vezi in nekaj pač ni štimalo, pa ne vem kaj, nisem spraševal, ampak ja, mogoče imajo Nemci zelo zahteve, tak pa nikakor drugače. Ne. Koliko imaš motorjev? Mislim tako. Dobro vprašanje, v bistvu sem se šokiral. 5 dni nazaj smo glih snemali vlog, po 3 letih sem spet, zdaj pa da naberemo vse motorje, ki jih imam skupaj, zato jih imam nekaj pri starših, nekaj pri babici. Nažalost nimam velike garaže, ki bi to lahko vse skupaj spravil, potem v 3 različnih skladiščih, ki jih imam v najemu, in smo to zdaj skupno vozili, tako da je 4 ure trajalo vse skupaj, da smo to zrihtali. In sem preštel, da imam, se pravi, z mojimi skuterji, ki sem jih v začetku vozil, pa vse te motorje, ki so se nabrali 22 motorjev in skuter motorjev. Ja. Samo, se lepo sliši, vse tudi je. To so sanje, ne? Na koncu imaš samo en par rok, pa en par nog, tako da ne morem, to je v bistvu so motorji, da uživam, da nosijo zgodbo, Eni so upokojeni, eni so v uporabi, da kreiramo content za entertainment. To niso moji privatni motorji, da bi ja šel ob vikendih. Te motorje imam 3-4 za sebe, več ne rabim. Ja. Prej si omenil, da so pol sledili te nastopi v živo. Kjer je pa ki si ga najbolj zapomnil? Tako. Ko sem se vozil sem vedel, da te me to vprašali, sem se spraševal, kaj bom odgovoril zdaj v tem. In včeraj sem glih na računalniku prenašal slike na trdi disk za sodelavko in se našel slike z Jordanije in Jordaniji so bili res top šovi. Tam sem že 4-krat nastopil in sem bil kaj je že ta od Toro Rossoja voznik? Gasly? Pierre Gasly, jaz pa Pierre Gasly sva, oni za formulo, jaz z motorjem sva bila pri Mrtvem morju, sva imela šov. Se spomnim, ki si mi razložil, to daj povej. To je bilo res super, to je najnižja točka na svetu, pa on pač Red Bull je imel svoj F1 demo show, ko imajo po celem svetu te demo šove. In pač jaz sem bil kot predstavnik ATM-a tam in smo potem imeli tam šov. Kasneje, en dan potem smo šli potem delati slike pa videe in tam sred puščave sparkiral mi tovornjak dol, not je bil en motor na rjastem onem vlečnem vozilu, pa gor formula za par milijonov. Ne. Sem izparkil, gledam, kaj te oni tu in so dejansko potem snemali na isti lokaciji, kjer so nastale ena najlepših slik, kaj sem jih dajkoli naredil v karieri. In res jih imam ogromno, ampak če bi top 3 so te slike, ki sva jih naredila z Janezom Kocbekom, res boš poslal. Zdaj pa prebertle, kaj piše. Imaš najljubšo fotko, definitivno. No, vidiš. Sem te hotel to vprašati. Se pravi, to je tvoja najljubša fotka? To je zraven Osla. Zato sem iskal slike, ker me je žena prosila, daj poišči mi to sliko ven, ker bom jo dala v stanovanje gor, ker tolikokrat o njej govoriš. In v bistvu čakam z motorjem, se pravi dolga cesta, fotografija 100 metrov in me hoče poslikati, kako se proti njemu dvignem po zadnjem. Ne. In čakam, da mi da znak, se obrnem v bistvu levo in vidim v puščavi, predstavljate si nekši western movie, pa pride kavbojec daljine, ampak ni bil kavbojec, je bil en fant, malo zapečen na Oslu, ne. Pride zraven. Pa me vpraša, kaj je to za motorje, pa mu razlagam, kjer je model, pa vprašam, no, kak je pa tvojemu modelu ime Oslo, ne, pa pravi Shakira in se tako smejiva in potem si da handshake. In to so bili v bistvu magic moments, vedno pravim, ti si planiraš nek fotoshooting, neke momente, ampak to so te impro, ki naredijo najlepše momente in v bistvu ta slika je potem svojo objavili samo na Facebook, pa mislim, da Instagram in potem so jo uporabili Middle East, Bližnji vzhod, mediji iz Bližnjega vzhoda,
kot neko novico v smislu, da prijateljstvo ne pozna meja, ker je res tako močna slika. Ne? Fant se smeji, jaz se smejim, jaz Evropejec, on z Bližnjega vzhoda, on na Oslu, se pravi bogato versus revno, ta narodnost versus ta narodnost in je v bistvu ni versus en proti drugim, ampak je en z drugim. Ne. Je bilo res, to je ena slika, ogromna slike iz Myanmara, ko sva je naredila z Dominikom. Potem, če se vrnem na šov v Myanmaru, to je bilo nekaj res odbitega, pristaneš kao International Airport of, kaj je že njihovo glavno mesto, ne sem pozabil. Pa priješ dol, pa je v bistvu samo eno letalo, pa pridejo po mene skoraj skočijo. Vedno pridejo z nekimi, ne vem, Mercedesi, kakorkoli, me pogostijo kak VIP, že s tem, čim pridajo po nas, ne. A tam so prišli, sorry, we don't have money in Myanmar. Jaz nisem vedel, vedno pogooglam, kam grem, ampak v realnosti potem vidiš, kakšno je. In to je bilo prvič, ko so prišli, ko si videl, fakt, to pa sva prišla v revno državo. Ne. In je bila res surreal, takšen čuden občutek je bil, ker si imel v odzadju vedno feeling, ker je vse kontrolirano, vse, kaj ljudje delajo, ker tam je ena vrsta diktature, mislim, da je pod vojaškim vodstvom še vedno. In ljudje so ful tak zadržani. Naprimer, šraufali smo motor, sem rekel, dajte mi vezico, pa mi vezice ne dajo 1 uro. Pa rečem spet, zdaj pa spet, ker oprosti, prehitro govorim, vedno naredimo motor, ko grem v tujino, ne, ga sestavimo in potem rabim pač dela in vezice in tako naprej. In rečem, vezico mi daj, ura mine, 2, 3, 4, popizdim in grem do šefa, tvoji mehaniki mi nočejo dati vezice. Jaz sem sicer videl, da smo na tleh šraufali. Delavnica ni imela, če je imela 10 ključev, pa en šraufen cigar je vse imela in je to profi kao delavnica bila. Rekel ni. Rok, ne vem, greva dol, pogleda, pravi mehanik, ki ga je sram bilo povedati, da nimajo vezic, ki bi lahko šel v Obi, pa kupil en paket vezic. Tako da so potem šli tam vezice skupaj iskati in Myanmar je bila odštekana. Ampak nastop je bil pa, predvidevam, nor, ne? Ljudje so noreli, no, tako da Kambodža je bila zelo, v Kambodži sem imel res dobre šove. Zdaj bom pa jaz enega izpostavil. Jaz vem, da si v Izraelu nastopil in to so ti v bistvu seveda na nek način pol zamerali te na drugi strani Palestinci. A si videl to? Sem videl in pa si šel v Palestino, ne? Ja. In tam je bil en najbolj odbitih nastopov. Ne? Palestina je bila zakon, ja. Palestina je, jaz imam vedno bolj rad politiko, ker sem prepotoval res ogromno sveta in vidim vse, kar nam prodaje tu na naših medijih, slovenskih in evropskih, tudi to zdaj za rusko vojno, ne bomo šli zdaj v tej smer, ampak ni vse tako, nam predstavijo. Ne? To moramo verjeti, ker so vedno zahodna stran medijev, ne? Se pravi, tudi nam probajo pač dati pred oči svojo sliko, ne? Ampak vedno si moraš narediti sliko z svojimi očmi, če je le to možno. Ista situacija z Izraelom pa Palestino, ne? Greš na obe smeri, pa si potem narediš svojo sliko, katera ni da je tako, pač to je samo moje mnenje, ne? Ampak Izraelci ne spadajo tja, kjer so, ne? Ker so bili prvo Palestinci tam so jih postavili, no? In ampak to je potem politično, mi se brez veze, da se potem s tem obremenjuje, ker mi smo samo lutke, ne? To samo par ljudi na celem svetu nas kontrolira, ne? Tako da se potem ne spuščam več v te, ker si potem samo slabe volje. Kar te razžalosti je, potem prideš v Palestino, pa Palestinci se ne grajajo Izraelcu kot ljudi, ampak njihovo politiko, ne? In potem pač slišiš razne zgodbe o streljanju, me dostikrat peljejo potem v te mesta starodavna. Imajo zelo lepo državo Palestinci, no? Sicer turizem je malo nerazvit, ampak zelo lepa država. In ne vem, potem imajo omejitve, da lahko grem v Izrael točno ob določeni uri nazaj, z Palestine sem mogel polnoči iti na neko carino, kjer sem mogel ko na letališču preskenirati cel kufer. Izraelci se dejansko bojijo sami sebe, same svoje esence, ne. In če to poveš, Izraelce so po celem svetu, pa sem jih že večkrat srečal in vedno znova rečem, da se bojijo sami sebe, kaj govoriš. In nočejo slišati tega, ne. In vedno so vsi drugi krivi, samo oni ne. Ampak to je moje mnenje, sem se poglavil, pa verjetno ne zadosti, da bi razumel, pa tudi če bi se poglobil, verjetno ne bi nikoli razumel te.
da mi pove, kako pa je motor prišel za tabo na te nastope? Tako, štekam, da po Evropi je to malo lažje, ampak kako v Palestino pride motor pripravljen za stand? To je dejansko dobro. Tu si nazaj dobro, kako si zdaj našel to. Dejansko tu je zelo zanimiva zgodba. Palestina, prav za čim hitreje to povedati, pridem v prvič v Palestino. Pravijo, da je to prvi mednarodni motošportnik v zgodovini države, pa prvi event in da bo ogromno ljudi. Jaz pridem tja in ponavadi, ko vidim bajkerje na cesti, potem vem, da bo dosti ljudi. Pridem v Palestino, pa v prvih 2 dneh vidim en moped, ne? Pa ogromno avtov. Kako bo zdaj tu? Oni pravijo, par tisoč ljudi bo, ne? Mi hodimo na neke national TV-je, veš, to ni... Ta National TV je zgledal, ko pač ena malo večja sobica, pa smo tam naredili intervju, ne? Ampak dejansko je to bilo po vseh televizijskih kanalih, jaz tega nič nisem vedel. Ne? In vedno en dan pred šovom naredimo grupno vožnjo po mestu, da naredimo dobre slike, malo da se razveje hype, ne? Pa malo da se podružim z svojimi somislečimi bajkerji. In jaz slišim iz hotela ven policijske sirene. Veš, jaz sem v Palestini, slišiš po televiziji, da se streljajo, da bombe pokajo, ne. Kaj se zdaj dogaja, ne, kaj je kakšen napad ali kaj. Gledam skozi okno, odprem, spodaj se pokaže par tavžent motoristov. Jaz ne vem, od kje so prišli, ne, ampak takrat... Rekrutirali. Ja, ne vem, verjetno, ne vem. In smo šli po mestu in je bilo res brutalno. Zakaj to zdaj govorim? Ker si me vprašal, kak motor pride. Ne? Moj motor je pa bil na poti iz Evrope in seveda so ga Izraelci ustavili na carini, ker vse, kar gre v Palestino, gre prek izraelske carine. Ne? Izraelci vse kontrolirajo, kar Palestinci dobijo v državo in izven nje. In seveda motora ne dobiti. Jaz sem bil 4 dni pred tam že in je ta vožnja bila, so mi dali nek motocross za voziti toliko, da lahko grem. Ne? Ja, pravi, dečki, jutri imamo, glede na to, kaj zdaj toliko imamo, potem smo imeli krizni sestanek, oni so že, z njih se je teklo, ko smo šli gledati lokacijo, tribune postavljene, ozvočenje, ogromno denarja je bilo vloženo v to, motor je pa nekje ena in edina stvar, ki je potrebno za šov, ne. So rekli že, kaj lahko ti narediš trike za motocross, rekli, gumo lahko kurim 10 minut po par wheeljev, stop je bolj tak, ker je spolsko, ne, pa motocross guma glih ne prime, ne vem, nekaj bomo že, ampak to bo 5 minut, kaj 5 minut? In te se je zgodilo, ker so klicali gor v Avstriji na KTM je klical tega predstavnika avstrijskega v Izraelu in potem so politično nekako rešili, da so sprostili, verjetno malo še podmazali, da je ta motor prišel v Palestino. V zadnjem momentu, to je bilo jutro na dan šova, so motori prišli v škatlah, smo jih 1, 2, 3 sestavili, hitro naredil trening in je bil šov rešen, ampak bilo je do zadnjega momenta, ja. Ampak kako pa drugače ta logistika poteka, če greš ti recimo v Južno Ameriko? Se pravi, oni te priskrbijo motor lokalnega zastopnika, ti pa prideš s svojimi deli, da ga prerihtaš za pripravljenega za stand. Ja, zdaj, ko je šel, ni toliko problem koliko stane ta prevoz, ampak je bolj problem v teh carinah, ne. Uvoziti motor gre, ampak ven iz države ga pa zelo težko dobiti, ne. In za te primere potem imam en veliki kufer, ki imam ta plug and play, se pravi, sam gor zašraufam dela in je motor nekje 90% enak kot doma. Naprimer, edino, kar ne vzamem s sabo, je vzmetenje, ker dostikrat zaradi tega pod pritiskom na carini, pač na letališču lahko kazen plačaš, pa so me večkrat tudi kregali in smo te nekako spravili, ampak zaradi vzmetenja je 90% motor, ne, tako da potem 2 dni traja, da ga sestavimo, en dan treningov, potem pa se šovi začnejo sobota, nedelja. Ja. Kako pa je izgledal ta preskok pol na močnejši motor? Ja, je bilo kar dosti prilagajanja, ampak je šlo kar hitro, no. Ja, v bistvu, glej, sklopka, gas je tu, samo teže se moraš navaditi, pa malo več dela je bilo z fizično pripravo, ne, še vedno moram konstantno se fizično pripravljati, ker kako malo zaspiš, tako čutiš na ta večjih motorjih, da jih ne moreš tako držati, ne, pa včasih kak trik rešiti, ko zgubiš ravnotežje, da ga lahko malo z telesom potegneš in če nimaš kora, hrbta močnega,
potem je malo teže. Tako da to je bila ena izmed večjih, drugače prilagoditev, drugače pa je šlo. Ja. Kaj pa ta sama miselnost, zdaj pa nisem več junior, ne? Zdaj sem pa, veš, na ta velikem motorju, zdaj pa res zastopam KTM. A je bilo to drugače? V bistvu, zares sem zastopil že odkar sem podpisal, ne, ker ta mali motor je za njih najbolj pomemben. Držno zihar. Ker ga prodajo, ne vem, 200,000 kosov letno, ne. Ja. V primerjavi Super Duke, ki ga prodajo, ne vem, 2,000 kosov letno, ne. Ampak zdaj, kako gledajo drugi na mene, ko vozim večje motorje, seveda z drugimi očmi, seveda, ne, večji respekt, ker je pač teže voziti, ampak kako KTM na mene gleda, ni razlike. Ja. Mogoče je bilo, ko sem naredil kakšen vlog, ko sem šel testirati, če lahko narediš stunt trike z adventure motorjem. Ne. In potem so začeli mi pošiljati SMS-e, pa me klicati ljudje, ki se mislijo, da nikoli ne gledajo mojih. To so bili, rečemo, šefi določenih segmentov, ne samo pri KTM, tudi pri ostalih sponzorjih. Ne. In včasih treba malo šokirati, da malo zbudiš, pa da te opazijo. Ne. Ja. Kje si bil? Moram se imeti, kaj je prijatelj roko. Rezervoar. Prijatelj roko. Ne veš, kaj sem te hotel vprašati, že pri prvih videih sem opazil, pa zdaj spet, ne, da stil pa kar vzdržuješ brez rokavnik oziroma telovnik, to je kar malo zaščiten znak, se mi zdi tvoj, no? Ja, to je moj temu rečem Lucky West, srečni brezrokavnik. Prinaša srečo, ampak sem ga opustil zadnjih 5 let. Ampak me je sodelavec v bistvu spomnil, zakaj ti več tega ne nosiš. Ne? In razlog zakaj ne, ker ko sem presedlal na večji motor, so hitrosti postale večje in potem ni zajebancije. Te ponavadi je bilo, ne vem, v Indoneziji se spomnim moment, glej, sem že videl, kam upadel, pa sem komolec nastavil, ne, pač si je malo kri tekla, pa smo šli naprej, ne. Te sem bil na letalu ko ena mumija, vedno povit, ne. Ampak te zajebancije ni pri večjih hitrostih, ne, tako da sem potem tudi sponzorja dobil za opremo. Pa ja, zaradi tega nosim zdaj profesionalno opremo, ampak to zadevo nosim tako, nisem na motorju, to je moj zaščitni znak. Zdaj ti oče, ne? Ja. A so kaj vili krajši zdaj zaradi tega? V bistvu sem se spraševal, kaj bo, in dejansko sem bil zelo v takšnem precepu, kaj bo z mano, ne? Zdaj korona je prišla, potem motivacija, mislim, je padla, ker nisi imel šov, kar naenkrat si super zvezde, online zvezda, ampak to ni tisti direkten stik z ljudmi in kar naenkrat, veš, moja žena je tudi tak, veš, ona me takoj prizemlji, veš, prideš iz, ne vem, 20,000 ljudi po nacionalnih teh radijih, televizijah, po rokah te nosijo, ne, prideš domov pa reče, no, tu imaš sesalec, pa posesaj, ker te dolgo ni bilo, ne. Klasika, ne, hvala Marjano. In to me sicer drži normalnega, da ne vzidem, ampak kaj je že bilo vprašanje? Vili, če so kaj krajši. Ja, kaj so krajši, ja. In precepu sem bil in v bistvu, kaj se je zgodilo, ali dostikrat se zgodi športnikom, da se umirijo, pa se posvetijo družini, ali jim pa to dodatnega zagona. Moja hčerka je stara 2 meseca in trenutno mi daje takšen boost motivacije, da začnem nazaj dobivati željo po zanimivih videih, po šovih, ta feeling dobim nazaj kot pred 10 leti, ko nisem sledil trendom, ampak sem probal postavljati trende sam. Ne. In to mi je zelo zanimiv feeling, tako da upam, da se bo to zadržalo. Ja. Na YouTubeu imaš 1,2 milijona subscriberjev. A je to zate ene vrste pressure, ali se veseliš, ali planiraš kaj, a veš, padeš hitro en ritem, pa veš, ok, moji videi so res deljeni, nekaj je predstavitev motorja, nekaj je pa nek moj projekt, ki ga delam za dušo, za hype, zato da je malo drugačne. Kako gledaš na to, da te toliko ljudi spremlja, pa kako se pripravaš na video? Kdo ti pomaga? A si sam? Kakšna je tvoja ekipa? Ja, v bistvu v začetku sem imel ta pressure, da pridemo do prvega milijona, sicer pressure, pozitiven pressure, smo bili motivirani, smo delali, zdaj pa to, ko dosežeš, pa tega zmanjka, ne, tega. In v bistvu zdaj sem bil pod pressure, da ne zaradi sledljivosti, ampak da
dosegaš to nesledljivost, ampak gledljivost, se pravi, da te ogleda. Ne. Konstanta je največji problem YouTubea, ker je algoritem tako narejen, če se ustaviš, se tudi ustavi vse skupaj in potem traja, da spet nazaj zbudiš to zadevo. In je bil ta, veš, ko si posnel 115 epizod, te ti že malo manjka idej, ne, in vsi zadnje čase smo vsi sledili Mr. Beastu in njegovi logiki kreiranja videov, tudi sam sem v to padel in je postalo zelo uspešno, ampak priprava takšnega videa je potem zelo zahtevna. Naprimer, razlika, delaš vlog, ki je kao daily life, pa probaš, ne vem, motor pošrafaš, pa greš trenirati, ne, 500 milijona ogledov, ali pa narediš drift battle, pa pokličem kolege, ne vem, z tujine, pa pripravimo te propse, pa postavimo poligon, pa vse to, je 2-3 tedne priprave, pa potem tisti cel dan snemanja, včasih celo 2, in rezultat je potem več milijonov ogledov, ne, zdaj s tem smo, mislim, na 4 milijone ogledov, ne, ampak, ja, se pravi, je velika priprava na te videe, pressure je, ampak zdaj počasi probam spet, ko sem rekel, ko se vrača malo zaradi ta hčerka, moja mi je dala to neko motivacijo, pa zdaj sodelavci, imam 2 zaposlena, snemalca in kreativno direktorico, to so čisto novi člani, to so prišli, Maruša je prišla par mesecev nazaj, snemalec je pravkar začel. In plan je, da mi pomagajo pri tem procesu, ker je kreiranje ideje in priprava storyboardov meni osebno nekaj najbolj stresnega, ne. Ker je ogromno predvidevanj, če delaš build-off motorja, se pravi, ko predeluješ motor, moraš vedeti, kaj je in, kaj gor zašraufati, kako posnet, kje ga predstaviti, in vse to, kako bo to na koncu izgledalo, da bo to privedlo do klikov, ne. In ti kliki so zelo tak, da te silijo v ta en segment, kje samo gledaš, kreiraš vsebino, samo da bo gledano, ne, in potem zgubiš to dušo. Tako da zelo mešani odgovor je tu, ker sem v tem procesu, ko ugotavljam, kam zdaj iti, ne. Tako da zdaj prve epizode bodo spet nazaj malo vlogersko, ko smo delali 4 leta nazaj, da ni vse točno na retention, ne vem, kako se retention po slovenski pravi. Da zadržiš ljudi. Da zadržiš ljudi, da je vse v prvih minuti mora biti bum, ok, to je problem, to je plan, tako bomo rešili ta problem, da predstaviš gledalcu, kaj bo se dogajalo, da ni vedno tako planirano, ampak če je to zdaj prava pot, ne vem. Ja, traja pa priprava, ne vem, ene epizode za moj YouTube vlog okrog 2 tedna do meseca dni na epizodo, ja. Ne, hotel samo vprašati, si pionir YouTube, ampak vmes so se zgodili tudi drugi social media kanali, ne? Kako si jih sprejemil? Mislim, a ti je bilo tako malo breme zdaj spoznati na novo Instagram pa druge stvari, ali je bilo to, ok, dajmo se vršiti to, dajmo tako narediti najboljš, kakor se da? Veš kaj, v začetku še nisem imel toliko znanja, da bi ločil, da dejansko imajo ti, govorimo zdaj 5-6 let nazaj, da imajo ti Instagrami pa Facebooki neke algoritme, ne, ki delajo sebi v prid. Tudi ti programi so se zdaj spremenili in nimajo radi drugih socialnih medijev, se pravi, moraš delati vsebino namensko za njih. Tako, ja. In tu postane zdaj problem za content creatorja, ne, ker nekoč smo lahko bili uspešni na vseh kanalih z enim posnetim videom in smo ga pač razrezali in svi ga objavili malo tu, malo tam, ne. Zdaj pa več to ne funkcionira in zaradi prihoda TikToka je potem se spremenil Instagram in Facebook. Facebook je tak adijo, oni spreminjajo algoritme vsak mesec, ne, komaj skapiraš, kaj je pomembno, že spet ne funkcionira 60 sekund, zdaj funkcionira 7, zdaj smo ugotovili. Funkcionira, če daš denar not. To pa vedno funkcionira, jaz samo tega nikoli nisem delal. Pa on ve, da si dal, ja. pa hoče še, pa še, ne. Tako da, ja, zdaj je v bistvu zato, zdaj sem na tem momentu v karieri, da dejansko delamo takšne projekte, pa dobimo budžete, da lahko razširim ekipo, da delamo res milijonske oglede in sem rabo pomoč in sem zdaj razširil ekipo, se pravi menedžer pa moji 2 sodelavca, ki mi bosta pomagala delati še boljše,
Jaz sem pred 2 tednom rekel, bomo še več delali, rekla sodelavka, ne, bomo delali isto, samo še boljše, ker me miri. Je zelo zanimiva oseba, tako da bomo videli v prihodnje, kakšne rezultate bo to prineslo, ker algoritem hoče od tebe čim več, ti pa rad delo isto, ampak boljše, ne, zdaj pa kaj je pravilno, pa ne vem. Malo je to fight, jaz tudi, ker se mi zdi, da mi gre malo na jetra ta algoritem, vem, da mora biti, pa vem, da je fajn, pa da algoritem spodbudi k marsičemu, ampak te odpelje lahko stran od tega, kar si zares. Res je, ja. Če se recimo pri sebi vidim, da sem pri YouTubeu čisto zagnojil, zato ker sem premakrat vloge gor dajal, ker včasih mi je tudi 2-3 tedne, ker nič gor ne dam. Vmes sem na Instagramu full aktiven, pa mi zmanjka energije, da bi posod pa vse delal. Ja. Pa padam in YouTuba, recimo jaz v tem trenutku, a pa ne vem, kdaj ga bom lahko pobral, da bi prišel na prejšnje oglede. Ja. Recimo, na Facebooku sem pa, ne vem, Facebook mi pa kar dobro laufa še vedno. No. Ja. Odvisen je, zato ker Facebook že par let govori folk, da bo šel dol, pa so stari ljudje, jaz pa tako pravim, vse stari ljudje je tudi večja kupna moč. In je to povezano tudi s pridobivanjem posla, pa sponzorjev, pa tako naprej. Tako da meni Facebook, recimo, mi fajn dela. Instagram tudi, čeprav pri Instagramu smo vsi tudi kar postali žrtev algoritmov. Glede storijo so mi šli za 50% dol, pa skoraj včasih ne glede na to, kako se pa kaj potrudiš. Naredi tako, kot je na TikToku, ali te pa ni na Instagramu. Tako se mi zdi, da je ta vibe. Veš, samo en gre na jetra, ker Saša, jaz pa ti so v prvi vrsti sva content creatorja, ki dava neki na vsebino, ki je mogoče malo boljš narejena, pa poudarjava to, da je res estetsko ustrezna. Pa pizda razmisliš, kjer font boš dal, kjer mu se je to storijo, kako boš estetsko naredil, da bo res lepo izgledal. Sprav ne samo en avto, se vsak zna, veš, ti si rekel prej full dober, ne, vsak se zna, ali pa zelo hitro se lahko naučiš po zadnjem voziti. Ne? Mi dva tudi lahko zelo hitro gume za kurva, pa prepizdiva čez ovink. Ampak mi dva hočemo, da tu na piko na i, pa se potrudiš, pa narediš 10 storijev, ne vem, 10-15 storijev, ne? Pa veš, da je dober content, ne? Ampak kakšen dan bom pa sam na sliku kle, ne vem, kar neki, eno fotko pečenke ali pa neki, pa bo šel, pa bodo ogledi 5-krat več. Se mi zdi, da je TikTok dejansko tole, ne? To, da naslednjo sekundo, ko pogledaš video, naslednji pozabiš že, kaj si prejšnjega pogledal. Veš, moj namen je pa, da nekdo gre čez set mojih storijev, da se še zmer mogoče spomne čez dan, 2, teden, mesec. Jaz se pa spomnim tega avta, ki je pa on objavljal te stvari, pa si zapomne nek podatek. Ne? TikTok je pa enostavno, se mi zdi tako, malo je prazen. Ne? In ti kot user dobiš ta jebeni monkey mind, ker postaneš sužen tega in ti samo iščeš naslednji dopamine hit, ki ti ga sproš content, ne nujno dober content, dosti sem že enkrat rekel v podcastu, da content je tako kot hrana. Pri hrani moramo paziti pri contentu malo premal in pa se ti s svojim načinom dela probaš kar malo operati tem jebenim algoritmom. Jaz sem delal to, kar se meni zdi, da je lepo, pa malo upaš na najboljš včasih. Včasih gre, včasih pa ne. Jaz se tu zdaj malo zadržujem, ker če gremo v to debato, me vedno potem dol mirijo. Jaz sem odštekan tip, kar se tiče teh algoritmov, pa ker res to spremljam po par ur dnevno. Jaz včasih, ko gre žena spat, jaz se priklopim na računalnik, grem analizirati svoje videe, potem imam storyboard napisan, zbrišem komplet včasih dol in te me sprašuje, zakaj si spet zadnji dan poslal storyboard, jaz dokler mi ni bilo všeč, ker je algoritem oziroma grafi so kazali izpred prejšnjih videov, da ta moment v tej minuti ni zanimiv, ne, ful se analitično, kar tudi ni najboljše, ker potem zgubiš dušo. Kaj hočem samo reči, tako si ti rekel, TikTok, Instagram, Reels, Shortsi na YouTubeu, to je swipe content. Se pravi, ta attention span ljudi, njihovo, kaj jih zanima, je po par sekund, gremo naprej. Kar je dobro na YouTubeu, je, ko greš na YouTube, veš, da si moraš vzeti par minut po 15-20, pol ure cajta, da boš dejansko nekaj gledal. In to je ta močna stran YouTubea, ampak YouTube je tudi rad bil Instagram ali TikTok in so uvedli zdaj shortse, tako da se tudi zanimive oziroma čudne stvari dogajajo na YouTubeu, ampak še vedno je ta razlika. In je YouTube zaradi tega tudi teže kreirati, zato tudi ni toliko content creatorjev, kak naprimer tega, ampak ne bom, oziroma bom malo bom stopil nazaj, ker tudi ni tako enostavno. Ok, YouTube je daljše, lahko zadevo malo širše razložiš. V TikToku, v shortsih pa imaš ta pressure, da moraš v zelo kratkem času razložiti setup oziroma opisati avto, katere feature ima in to v 60 sekundah, ali pa narediti 10-minutni video opisa o avtu. Zdaj vsak ima svojo
težavnost. Ne, tako da, To je čisto res. Mislim, ta podcast potrjuje to, kar on govori. Veš, mi smo si to zastavili tako. Vse podcast je audio, ne? To ne sme biti na YouTubeu. Se je zakompliciralo hitro. Hitro se je zakompliciralo. Ne? A veš, takoj so prišle zahteve, to morate dati na YouTube. Sem rekel, kdo bo uro pa pol gledal tako, pa poslušal, pač, ampak dejansko to folk počne. Ja. Sam podcast, pa to, kar mi v tem trenutku delamo, je pa tudi v bistvu fight against the machine, pa proti utež te svoje posebini. A veš, se ljudje težijo k temu, da bi se radi malo umirili. Ti si cel dan si bombardiran z milijontimi enimi informacijami in ko greš ti teč, pa ko pospravljaš, pa ko se peleš z avtom, ti pa prav sede se malo umiriti. Vsem imeti nek content, ampak dajmo si vzeti sajt, dajmo se pogovoriti. Ljudem je v zadnjih letih začel manjkati, mogoče to, kar so včasih dobili v časopisu, ko si dolg članek prebral, ko si umiril, pa si se posvetil eni temi, konkretno mogoče nekdo podcastu ali pa enemu pogovoru na drugačen način. Tako. Se mi zdi, da se vse kar se dogaja, se polarizira. Ne? Ali je to vsebina, ali je to politika, kot ti praviš, ali je to šport. Veš, vse se polarizira na dve skrajnosti. Ne? Ja, pa tudi, veš, to niso, te novice se širijo po teh Instagramih, TikTokih, ampak to ni preverjen novinar v zadju. Veš, kaj se tu enega fake newsa razširi, pa kako to kontrolirajo. Vprašanje, kdaj si nazadnje gledal film, brez da bi pogledal na telefon zmes? Imaš to težavo? Nimam zaradi tega, ker ne gledam filmov. Ne, gledam filme, ampak so telefoni v moji spalnici prepovedani in ponovadi pred spanjem pogledam še film. Tako, okay. Jaz imam zelo težavo s tem. Jaz sem odvisen od glih zaradi tega. Pač, ne vem, če je izgovor zaradi službe, ker gledaš konstantno pa probaš ideje dobivati, ampak potem po drugi strani imam težavo sploh film gledati. Pa da ne bi, veš, ker ti po 5 minutah postane dolg čas, pa je lahko... To je ta monkey mind, stari, veš? To je neverjetno, zato takrat hodim v kino, kjer ne smeš gledati na telefon in potem res, jaz ful rad gledam filme v kinu. Kdo ti pa thumbnaile dela? V bistvu en fant se je javil, ne vem skot je. So dobri. Hvala. Osnovno idejo mu pošljem, pač vedno del snemanja YouTube filma je tudi, da razmisliš, ogromno razmisleka, dejansko gre, kakšen bo thumbnail. Still shot, ne? Ja, se pravi, že v tem mesečnem razvoju storyboarda razmišljam, imam napisano točko thumbnail, kakšen bo. In to je v bistvu prva najbolj pomembna zadeva, pa potem zgodba, kaj stoji za tem thumbnailom. Štle smo mi malo švoh. Ja, zagotovo. Ko se lih filme omenil, a si kdaj nastopil v kakšnem filmu? Mislim tako, kot stuntman. Ali te mikal? Si res, stari? Ne, v bistvu takrat, ko je bil ta hype pa možnosti, nisem imel časa, pa nisem se poglabljal v to, ampak zdaj bi si želel. Tak, samo za experience. Ampak problem teh filmov je, da so zdaj že se je trg nasičil za zelo poceni vozniki in grejo za zelo mali denar voziti in tega mi ni treba. Da bi bil tam po 15 ur dnevno pa zaslužil, ne vem, 200 evrov na dan, kar je še vedno dost. Bi pa šel zaradi experience. Jaz isto, samo zaradi experience. Tudi jaz. Kaj bi zdravi same hajek sedel, veš. Jaz ga pjes avto, ti motor. Ali pa Scarlett Johansson. Jaz sem Quickie naredil, alo. Ja, tako da, za Robbie Williamsa sem posnal, oziroma ne za njega, ampak za en kafe. En švicarski kafe, kot mogoče nekateri veste, v Sloveniji zelo dosti produciramo mednarodnih reklam, ker imamo zelo dobre produkcijske hiše tu. Smo tudi zaradi tega popularni, ker smo cenejši od nemških in severnejših držav, zato raje k nam pridajo. Ne? Se gre ta tok tudi proti Srbiji dol drugače, ne? Ja, vem, z roko roke vse skap sceneriji, majhne, mislim, lokacijsko smo primerni, ker so vse razdalje krajše. Res je. No in so delali eno reklamo za kafe in potem ena izmed teh produkcijskih hiš me je poklicala, ko so rabili stuntmana za določene šote in je bil full dober experience. No. Robbie Williamsa nisem spoznal, da ne bo to pisalo v thumbnailu. Robbie Williams. Moramo izboljšati thumbnaile. Thumbnaile morate izboljšati. Vozil za Robina Williamsa. Ne, sicer naslove imate zelo dobro clickbaita, tako da to vam gre. To pa meni ne gre dobro. Jaz se vedno gibam v fire, crazy, on fire. Ej,
Dej za to usporedno zgodbo povej, ker nek je stunt driving, nek je YouTube kanal, ja, maso taki, ki ti na nos. Kaj pa neki tako customizing motorjev, pa to, da razloži zgodbo, ki jo gradiš? Misliš, ja. Leta 2016 sva z mojim menedžerjem Markom sva se odločila, ker leta predtem se vedno razvijo stunt dele za moje motore. Ne? In ko smo to objavljali gor, so vedno komentirali, daj še za mene naredi. Ne? In potem se je to par let ponavljalo in prišel je moment, ko smo leta 2016 sva rekla, glej, zdaj, če že naredimo toliko pa toliko wheelie barov, 3 wheelie bare, zakaj še jih potem ne naredimo dodatnih 30, ne? Ali pa pač nek del za motor, ne? In tako se je potem 2016 to začela zgodba z razvojem proizvodnjo in prodajo stunt delov. In zdelo se nam je vse super, ker smo bili majhna ekipa, 3-man band, jaz, Marko in naš mehanik je to vse skupaj varil pa proizvajal, ročno delo. In smo potem se enega momenta odločili, da bomo pa naredili nosilec tablice, ki pa ni stunt del, ki je v bistvu del za cestno uporabo. In mi smo bili zelo zadovoljni, če smo 20 kosov enega stunt produkta prodali. In mi smo lansirali ta nosilec, še celo se naredil vlogo napako, ki sem poimenoval, ki sem dejansko mislil, da se tako izgovori, da je to Tail Tiddy, namesto Tail Tidy. Tail Tiddy, ja. Give me some Tail Tiddy. In je iz tega tudi postal veliki joke, z tega še vedno znova govorim, ker se režimo v vlogih. Ampak ja, potem smo prodali tega 120 kosov v sezoni in to nam je potem kliknilo, ok, gotovo je, gremo malo na stran za standard, gremo naprej za produkti in od leta 2016 zdaj imamo 7 ljudi zaposlenih plus jaz in Marko v najemniških prostorih, še vedno smo garažno podjetje, ampak se zdaj selimo v nekaj mesecih v svoje lastne prostore in ja, kot v stunt športu je bila vedno želja postati najboljši, postati prodoren, inovativen. To je pri vseh zadevah, ki se jih lotim in isto je tako pri podjetju Baguruš Performance, je vedno, ko zaposlujemo ljudi in vedno to razjasnimo, smo zelo malo podjetje, ampak hočemo pa delati velike stvari. Ne. In ja, tu nam je vsem merilo, ne. Akrapovič, ki so merilo v svetu celotnega motošporta, od kvalitete produktov do načina dela, do marketinga in tako naprej. Mi smo si tu zastavili podoben cilj, ampak marketinško malo drugače, ker smo zelo dobri v marketingu, ne pravim, da Akrapovič ni, ampak en drugi pristop na avtentičnosti, na tem feelingu, da smo dotikljivi, ne, da vidijo, se pravi obraz za to zgodbo, se pravi tudi te naše gledalce povabim v samo gradnjo naše nove zgradbe. Oni skupaj z nami rasejo gor, ne, z vsakim, ti ne kupiš samo produkta, ampak z nakupom produkta pomagaš nam, da naredimo še boljše dele in za tvojo pomočjo tudi bodo ostali bajkerji imeli boljše dele, ker vsi kupujejo na teh Alibabah in doskrat to ni kvalitetna roba, ne, to ti, ne vem, nosilci doskrat počijo in tako naprej. Po drugi strani hočemo imeti dobre plače, v Prekmurju vemo, kako je s tem v primerjavi z Ljubljano in drugimi regijami in imamo solidne plače in pač želja bi bila v prihodnje tudi neko dodano vrednost na to, da so zadovoljni v podjetju. Ja, in iz teh stunt delov se je rodila to podjetje Baguruš Performance. Jaz sem videl eno zanimivo inovacijo tvojo, tisto za delati vilije. Kaj je to? Ja, ok. Zdaj sem skoraj malo strašil. Kao še en drugi produkt domeno, ja. Ne, a si videl ti tist? Ne, daj povej. A tisti, ki se nasloniš? Ja, da se po mojem tudi lahko naučiva vilje s tisto zadevo. Kaj te Mika, kaj bi se po Ljubljani vozil skuterjem po zadnjem? Ne, jaz pa motore sva že tako skregan, ampak tako se mi zdi pa tako zanimivo, da tako, še jaz bi ti izprobil.
V bistvu je to ena tako imenovana wheelie mašina, se pravi pomožni koles, tako pri otroškem kolesu, ko se učiš, za razliko, da še eno kolo, pa ena platforma zadaj, za tabo, ki ti prepreči, ko ti se preveč dvigneš, da te ustavi, pa tako spet se vrneš nazaj. Ne? In ta en udarec je v bistvu en padec, ko se učiš. Ne? In je v bistvu zelo dobra stvar za naučiti se po zadnjem kolesu voziti. Tega bi rad več delal, ampak mi čas ne omogoča, delam tako enkrat, dvakrat letno eno šolo. Wheelie Academy by Rok Bagoroš, pridajo ljudje iz res zanimivih koncev sveta. Tako da letos bom imel verjetno 1 ali 2 rundi spet. Ja. Kje se pa lahko folk prijav, oziroma kje lahko vidi, izve več? Ja, na moji spletni strani rokbagoroš.com, en zavihek Wheelie Academy, pa tam so videi, pa slike, pa vse to. Kjer kos pa najbolj gre iz štacune teh dodatkov? Največ prodamo, imamo 3 top produkte, glih včeraj sem spet statistiko gledal, ker se sezona... Itak, da si... Čist pozavim, veš. Ne, daj povej. Sezona se bliža, pa se treba malo pripraviti. Se pravi, te nosilci za tablico so zelo top produkt, potem zelo močni smo v crash protectionu, le zakaj, ne? Smo dobro testirali zadnjih 15 let, ne? Tako da te crash protection pa zelo dosti prodamo teh stikerki, to se pravi nalepke, ki polepiš cel motor in spremeni komplet videz, ne. Tako da te 3, mogoče sem še kakšnega pozabil, ampak te 3 so, kar se tiče segmentov, so zelo dobro prodajani produkt. Pa mi pa še 3 poškodbe povejno, ker vem, da si neki kolena trgu pa take stvari. 3x desno koleno v bistvu, ja. Spremenimo temo. Zlomljenih kosti na srečo ne. Ja. Mogoče 2x, 3x pretres možganov. Mogoče, veš ne. Ker se ne spomnim. Ja, se ne spomnim točno, koliko je bilo. Ne, ampak na srečo ni bilo, no. Tako da lahko so bili zelo, včasih res ne vem, kako se določene stvari nepoškodovano skozi pelo, še posebej, ko pretiravaš v nekih državah, ko so Myanmar, pa nočeš glih končati tam v nekši bolnici, ne? Ampak sem se skozi leta naučil v določenih momentih malo, niti treba v tem momentu zdaj vse na over the limit pokazati, ne? Ker se to na sliki ne vidi. Ne? Tako da sem se skozi leta naučil, da greš čez limit takrat, ko je treba, takrat, ko pa ni treba, ja. Jaz sem kar dobil idejo, da moramo mi nekaj skupaj pošpičiti. Sej, veš, da je Rok že nekaj časa nazaj predlagal. Jaz imam idejo. Imaš idejo? Grem na tromostovje gume žgat. Pa jaz po ta zadnjem. To bo bolj zanimivo. Pa to posnet pa na TikTok, da bomo imeli oglede. Da takole naredijo, tako naprej. Nam skozi težijo za te karmite, da moramo spet kaj organizirati, ker lani se veš, je bila tle norišenca okrog naše pisarne. Ti si želiš nastopov. Tako da, lej. Bomo zaštartali. Dajmo marinirati idejo. Ja, ne vemo, če si ga lahko prvošmo. Ne vem, v Sloveniji vsi pridajo vedno s tem stavkom. Jaz imam eno dobro idejo in točno vem, kaj je zelo slaba. Jaz sem eno dobro idejo, kaj je slaba. Z tem, da imajo event, pa če bi pridem. Glej, ker sta tako dobra fanta, bomo se nekaj zmenili. Ne, drugače pa res bomo zmarinirali eno idejo, kaj bi res lahko naredili kombo avto ali pa kakšno drugo prevozno sredstvo, pa bike, pa da res nekaj dobrega špičimo. Tam gor na vrhu stolpnice si že kdaj žgal gume? S prstom kažem, na kvaj žuna tvoja kristalna palača? Ne, še ne. Imaš kontakte? Ja, Ciril ima. Imam, jaz sem na Košmetu stan dol. Po mojem imam še vedno slovenski rekord, a? Si trofo? Ja. 20. poskus. Res? Smo rezervirali 3 nedelje od 3 popoldan, ko se BTC zapre. Za vsak slučaj, veš, tudi specifika te lokacije je, da full veter skozi nek prepih. Ja. Pa si ves nahajpan, pa prideš gor, pa pogledaš čez rob, pa vidiš, da v bistvu sploh ne vidiš obroča. Nekje rdečega približno nekje. In vržem prvo žogo in je šla kar tako, 30 metrov, ki je dobila ta Magnusov efekt. Ja. Če jaz sem prišel prepozno, jaz sem tako da od cel dan cajta, veš, grem jaz neki pojest v BTC, tako se bom prišel pol kasneje malo pogledati. Prijem pa oni že pospravljajo. Čez pol ure smo pospravljali. Ja. To je bilo neverjetno. Vlog 800. Bomo dal pod opis. Ja, v bistvu zbiram odštekane ideje, ker se pripravljam že
par mesecev idejo, pa je ne morem še najti, imam neke okvirne za Ride and Slay 3, to je moja pač serija viralnih videov, zadnji je dosegel 50 milijonov ogledov. In zdaj naslednjo, na prejšnji rundi smo dali gor žago na zadnjo kolo. Se pravi, motorna žaga dobesedno, ne? Dobesedno, 180 konjska. Narost, zdaj pa treba neko spet odštekano idejo najti, tako da ta palačo se mi... Kaj misliš, da bi lahko z motorjem se vertikalno gor po stekleni steni pel? Valjda. Če si on kot oliv dol, če se vertikalno, to je ta akrobat Filip Kržišnik je rekel, ko smo se dogovarjali več kot mesec pred meti, je rekel, ok, cool, če pa zadaneš, soš pa po fasadi dol spustil. In jaz takrat sem valjda rekel, ja, seveda itak, klik pa se zgodi, pa zadanem. In jaz tam proslavljam vas na hype, no, ok, zdaj pa dol. Pa jaz ko, ne, z dvigalom. Drugi gre z dvigalom, ti greš pa po špagi. In pa on tako grem jaz to zavarovati in pola, veš, on je tak mal na hece, pa to pa on prav, sej po moje bo, zdaj pa kar 5 čez. In pa se z 90 metrov, tako moraš se usedeti gor. Pa veš, kako pa zdaj, da grem z obema nogama čez rob, on pa tako, kaj da bi šel s konja dol. Jaz tako, v redu. In sem se dol spustil. Tako da mogoče bi pa lahko, veš, neki da te, pa pol, kaj se BTC je odprt za take nore projekte. Mislim, ok. A veš? Dajmo. To mečemo rokavice, te vse motoristične in vse. Ja, dobro, ok. Ja, prav, kva. Vpraš ga. Zadnje vprašanje. Okay. Da nam najprej rekel, kaj bi tvoj prvi avto, kaj bi pa tvoj prvi motor ali moped? Pa ne unke si ga ukradel. Misliš kupil privat, kaj sem si kupil? Ja. Moj prvi motor, ki sem si ga kupil, je bil v bistvu trial motor. Beta 300 Zweitakter, še vedno imam za treninge. Pa potem prav motor za pocesti je bil moj, še vedno ga imam in mi je najljubši motor ever. Je v bistvu adventure motor. Ja, to je pravi motor, se pravi, greš hitro, lahko hitro se pelješ, udobno, daleč, res top zadeva, no, tako da vsi ti nakedi mi nimajo smisla za pocesti, če glih sem ambasador nakedov, ampak se vračam nazaj, ker sem jaz penzija na cesti, ko gremo grupno vožnjo, sem jaz vedno zadaj, ker se zamislim in se vozim za avti. Oni so že zdavne nekje na kavi, že tam pri Slovenski Bistrici. Ti moraš še vedno mimo Maribora. Ja. Po algoritmih moraš razmišljati. Tam ne, fak, ja, dejansko. Gor, kdo bo skočil. Ja, dejansko. Sem pa res po ne vem kolikih letih, mislim, ja, star sem 34, po 34 letih sem si kupil prvi avto, ja, tako da. Nisem še imel kombi, vedno se vozim, vsi me poznajo, ker se s kombijom vozim, jaz se vozim s kombijom še v trgovino po Žemljice, ne, ker so motorji vedno z mano, ne vem, tak sem se navadil, tako da zdaj sem, sva kupila z našo potem avto, ja. A nočeš povedati, kjer je, ne? Ja, ne, v bistvu, kaj te vem, če sem ponosen, bil, ja, ponosen na to, da sem si končno avto kupil. Ne vem, zakaj me to zdaj sram povedati, BMW imam. Ja, super, dokaj žmigavce uporabljaš vse. Okay. Ja, se to je glih to, ker ko sem ga začel voziti, ne vem več uporabljati žmigavce, pa parkiram tak neravno, ampak poprek, to je nekaj najverjetnega. To pride z avtom. Tega se zdaj zavedam in zajebavam druge BMW-je, še ko smo sparkirali zadnjič en pri Europarku sparkiral tak njegov X-Pact, pravim, ej kolega, dobro nas predstavljaš, ne, pa pogleda, pa mu ni bilo jasno zakaj, ne. Poglej, kako si sparkiral. Se to je v redu, tak, ja. Ja, tak da. Ja, prav? Ful dobro, jaz sem užival, kaj Ciril je predlagal v bistvu, da prideš k nam v goste, sem rekel, ok, ampak jaz toliko nič ne vem o motorjih, ampak zdaj vidim, da imamo toliko nekih skupnih točk, da so v bistvu motorji sam neka iskrca, ki ustvarja v bistvu to kreativnost v tebi, pa ki ti da ta kick v bistvu, da ustvarjaš, ne? Tako kot nam najbrž avti. Ne? Definitivno, če bi vedel pet, bi pel, ampak ne vem, boljše da ne. In ja, pač motor je pač samo en podaljšek mene, da lahko pač mojo kreativo izražam, tako kot vidva z avti. Ja. Hvala, da ste me povabili, no, pa upari z veseljem. Dajmo marinirati ideje, dajmo. Ja. Šov v Ljubljani, se sliši dobro. Okay. Hvala. Vse to vem, da malo porezalo, koliko je to bilo 2 urice? To je to, hiter namer. Dobre se bomo imel sestavljeno. Urco 35. Ja. Mingrede, gor
po hiši na en kabel, pa da gor peleš, ne bi bilo neumen. To bi Ja, bilo pa gor neki pol Si narediti. predstavljaš side shot? Vse to imam glih v mislih, ne vem, če smo to nekaj govorili.